V nedeljo smo lahko v živo spremljali, kako se je ljudstvo postavilo na zadnje noge in vladi dejalo: ne pustimo si vzeti naše vode. Enako se obeta tudi demografskemu skladu, kot ga je pripravila vlada Janeza Janše. Sindikati so že napovedali postopke sklica referenduma, ukolikor bo ta škodljiv zakon sprejet. Za referendumsko akcijo imajo vse prave razloge. Demografski sklad naj bi, kot pravi vlada, opravljal dve funkciji. Če ga beremo s poudarkom na demografski, naj bi v pokojninsko blagajno zagotovil prepotrebna sredstva za financiranje od dolgotrajne oskrbe do dviga najnižjih pokojnin, skratka celovitega naslavljanja vseh potreb upokojencev. Če ga beremo s poudarkom na demografski sklad, pa obljublja, da se bo državno premoženje upravljalo boljše, kot je to v tem trenutku. Žal nič od teh komunikacijskih linij vlade Janeza Janše ne drži, kot smo se v letu in pol te vlade lahko že navadili. Samo za prejšnje leto je transfer iz proračuna Republike Slovenije v pokojninsko blagajno znašal 1,15 milijarde evrov. Toliko je denarja, ki v pokojninski blagajni zmanjka iz naslova prispevkov, zato da lahko izplačuje svoje obveznosti, ki jih ima do zavarovancev. Dodatnih 300 milijonov evrov bi bilo potrebno vsako leto po oceni vlade za financiranje dolgotrajne oskrbe, medtem ko v vrstah za posteljo v domovih starejših čaka več kot 10 tisoč upokojencev. Ob tem imamo slabo polovico upokojencev, kar 240 tisoč jih je, ki mora shajati z manj kot 600 evri pokojnine. Če vse te izdatke zložimo skupaj, se nam pokaže slika, po kateri bi danes za dostojno starost potrebovali vsaj 2 milijarde evrov investicij oziroma odhodkov iz javnih sredstev vsako leto. Kako se s tem spoprijema demografski sklad vlade Janeza Janše? Tako, da se ne. 56 milijonov evrov naj bi v letu 2021 v demografski sklad, v pokojninsko blagajno prikapljalo iz naslova demografskega sklada. To je 56 milijonov evrov nasproti 2 milijardama evrov izkazanih potreb. Argument torej, da bomo z demografskim skladom pokrivali minuse v pokojninski blagajni, ne pije vode. Edini način, da zagotovimo dodatne vire pokojninski blagajni, je dvig prispevne stopnje za delodajalce in približevanje ravni prispevkov za delodajalce tisti ravni, ki jo plačujejo delavci. Minus v pokojninski blagajni je namreč nastal šele od leta 1996 naprej, ko se je prispevna stopnja za delodajalce praktično prepolovila. Razcveta delovnih mest nismo dobili, smo pa dobili luknjo v javni pokojninski blagajni in ogromen odtok državljanskih milijard v davčne oaze. Nekaj dni nazaj je Državni zbor obravnaval pobudo Levice, da se dvigne prispevna stopnja za delodajalce na pravičnejšo raven za 0,8 odstotne točke vsako leto, kar bi po 4-letnem obdobju pripeljalo v 560 milijonov evrov novih dohodkov v blagajno. Stabilnih dodatnih virov, ki jih financiranje varne starosti v tej državi zagotovo potrebuje. Kakšnih hudih simpatij med večino poslancev s tem zakonom nismo užili, čeprav je to edina pot, kako zavarovati pokojninsko blagajno. Kar me pripelje dalje do vprašanja upravljanja državnega premoženja. Zelo očitno je, da s tem zakonom vlada Janeza Janše ne želi upravljati državnega premoženja, ampak si ga želi zgolj podrejati. Govorimo o 8,6 milijard evrov državne srebrnine, ki pripada vsem ljudem v tej državi, še posebej pa pripada delavkam in delavcem, ki so ga s svojimi rokami in svojimi možgani ustvarili. A prav njih je iz novih vodstvenih organov, kot jih v zakonu postavlja, vlada Janeza Janše izključila. Delavski predstavniki pri upravljanju s sadovi lastnega dela glasu ne bodo imeli. Na široko so odprta tudi vrata privatizaciji, ki jih glede na videno pod to vlado v zadnjem letu in pol ne obravnavamo zgolj kot odprta vrata tveganja, ampak odprta vrata bodočega dejstva. Eno leto bodo novi organi, nastavljeni popolnoma po koalicijski večini,
delali z državno srebrnino, kar bodo želeli, saj jih ne bodo zavezovale nikakršne podlage, kaj gospe in gospodje lahko privatizirajo in česa ne. V Levici seveda bomo nasprotovali temu zakonu, se bomo aktivno pridružili referendumski pobudi, v kolikor bo ta zakon sprejet. Hvala.